Pravijo, da je znanje moč. Učiti se v dobri družbi pa je zgolj še dodana vrednost, ki smo je lahko deležni v neformalnem vseživljenjskem izobraževanju. Na Bledu se pod okriljem medgeneracijskega centra Bled Radolca tako odvijajo številne aktivnosti za vse generacije. Nad družabnimi, ustvarjalnimi, športnimi in izobraževalnimi aktivnostmi bedi nadobudna in energije polna vodja medgeneracijskega centra Hana Premrl. Na splošno tle na Bledu smo začeli delovati z medgeneracijskim centrom septembra 2015. Jaz sem prišla z eno pobudo na občino, da bi imeli en dnevni center, da bi se različne dejavnosti izvajale in potem so mi namenili en del sredstev in smo začeli z enimi 4-5 dejavnostmi. Medtem je bil tečaj tujih jezikov, vadba za hrbtenico, je od samega začetka z Marjetko Žerovsko dobro sodelujeva in tudi ljudje zelo radi hodijo k njej. Se vidi, da so stalni udeleženci, to pomeni, da je res zelo dobra vadba in da so tudi zelo zadovoljni. In začela sem tako, bil je tudi tako, kakor a greš na kavo pa daš €1 ali pa če prideš rajš sem pa se še kaj naučiš. Na začetku smo imeli tako kakor tudi prostovoljne prispevke, samo pol smo mogli nehati s tem. In ker je pol občina tudi zaznala, da se je zelo veliko ljudi vključilo sem, da je velik interes občanov, smo potem mogli to zapeljati na en drug način, ne prek enega javnega zavoda in sem se jaz potem obrnila na Ljudsko univerzo, kjer so one tudi spremljale moj napredek in so rekle, da me povabijo k sodelovanju, tako da v bistvu od leta 2016 sodelujemo pod okriljem Ljudske univerze. Sicer pa Ljudska univerza Radovljica deluje na področju upravne enote Radovljica, kar pomeni, da izvajamo programe tako v Radovljici, na Bledu, kot tudi v Gorjah in nekatere tudi v Bohinju. Nekako ljudem je najljubše, če imajo stvari blizu svojega doma in to je velika prednost. Tako da, in ker nas je več in ker nas več dela na tem področju, je tudi veliko več priložnosti za ljudi, da se lahko vključujejo tako na Bledu, kot v Gorjah, kot v Radovljici. Lahko se izmenjujejo, lahko Radoveljčani hodijo na Bled, iz Bleda udeleženci v Radovljico in tako naprej, tako da se res to lepo dopolnjuje. Starejših je pa vedno več in tudi naših udeležencev je vedno več na vseh lokacijah. V letu 2018 je obiskalo medgeneracijski center Radolca Bled skupaj okoli 1400 udeležencev. Zaznali smo tudi okoli 3400 udeležb, to pomeni, da je en udeleženec lahko se udeleži različnih predavanj, delavnic večkrat in pa izvedli smo okoli 3400 programov. Sodelujemo tudi v evropskem projektu Večgeneracijski center Gorenjske, kjer smo skupaj še z drugimi organizacijami iz Gorenjske regije in tudi v tem projektu vključimo okrog 400 udeležencev v naše programe. V bistvu mi se ukvarjamo predvsem z neformalnim izobraževanjem, spadamo pod Ljudsko univerzo Radovljica, ki se zdaj v večjem delu v bistvu tudi celoti ukvarja z neformalnim izobraževanjem. En del imajo še vedno te srednje šole, imajo formalno izobraževanje. Tako da tle na Bledu imamo res čist neformalno izobraževanje. Veliko delavnic imamo v dopoldanskem času, ki so namenjene predvsem starejšim in pa brezposelnim. Popoldne so pa tudi delavnice za zaposlene, predvsem so popoldne tečaji tujih jezikov, glede na to, da smo turistično mesto, smo zaznali trend, da je to potreba tle na Bledu in smo začeli s tečaji tujih jezikov. Imamo od tečajev ruščine, nemščine, angleščine, angleške konverzacije, italijanščine. Potem poleg tega imamo tudi kakšne vadbe po popoldanskem času, zdaj govorim nirvana, fitness, funkcionalne vadbe, tako da lahko dobimo tudi res to mlajšo generacijo, srednjo generacijo in predavanja na različne teme. Sodelujemo tudi s knjižnico, v knjižnici organiziramo tudi vsaki drugi četrtek predavanja. Naprimer, zdaj smo imeli zelo dober cikel predavanj z Janom Bizjakom. Potem sodelujemo tudi z Matejo Reš, ki je tudi zelo znana tukaj. Tudi ona je izdelovalka blejskega čaja, ker smo bili blejski čaj na pustni povorki. To so v bistvu te popoldanske aktivnosti. Zelo smo pa tudi zaznali en tak trend, da je potreba na Bledu za te počitniške dejavnosti za otroke. Te so zelo dobro obiskane, predvsem
Mozaik z Urško Ambrožič, danes bomo tudi pol posneli njo, je zelo obiskan, velik interes, otroci zelo uživajo na njenih delavnicah. Začeli smo sodelovati tudi z Lučko Šparovec, akademsko slikarko, tako da tudi ona ima v petkih, vsak petek ima od 4 nekaj takega do 7 ima tudi slikarsko šolo slikanja in risanja za otroke. Poteka pa tudi pri nas zdaj že 3. leto otroška šola slikanja, to gre pa za Alpe Adria projekt, kjer smo pač vključeni z Avstrijo in Italijo. Delamo pa pač po principu avstrijske šole, ki je že priznana več kot 30 let in so tudi v bistvu Bled je pobraten s Feldnom in potem gre tle za eno sodelovanje. Tako da to so te otroški programi med počitnicami, sploh med poletnimi počitnicami. Vedno imamo 4 tedne, zelo zasedene otroke peljemo odkopati na grajsko kopališče, do aktivnosti, ki jih imamo tukaj v našem centru, do lansko smo šli, ko je bil ta Expo, so imeli kače, so šli obiskati kače. Veliko enih animacij, povezali smo se lansko tudi z Zavodom Manipura in sicer smo imeli tudi EVS prostovoljce v enem tednu, tako da so otroci spoznali Turke, Fince, Nemce. Tako zelo zanimive stvari vsako leto pripravimo, tako da tudi to leto bomo pripravili. Imamo pa zdaj, sodeluje z nami tudi ena punca študentka, ki je tudi skautinja in bo zdaj tudi pripeljala, mislim, da bo ta let zelo pester počitniški program. Pa med počitnicami, med vikendi imamo tudi kakšne delavnice za otroke, sploh tako različne te teme. Zdaj bo velika noč, imamo delavnice za veliko noč, tudi z vrtcem včasih malo sodelujemo šolo, tam v šoli tudi kakšne stvari pripravljamo. Če nas povabijo k sodelovanju, se z veseljem odzovemo. To je tako, no. Ja. Mi smo se tokrat udeležili jutranje vadbe za hrbtenico. Moja vloga je, da skupaj telovadim z vsemi, ki pridejo k meni in raztegujemo hrbtenico, delamo vaje za moč, delamo na več različnih načinov, od stoje, na trebuhu, na hrbtu, na bokih, kleče, na vseh 4, v vseh možnih položajih. Namenjeno je pa čisto vsem, od 5. leta do 100. Jaz sicer imam vadbo že v šoli že 12 let, ampak tukaj sem začela pred 4 leti, ko se je ustanovil ta medgeneracijski center in so me pač povabili zraven. Moram reči, da se učim skupaj z njimi, se pravi, da vidim, koliko zmore kakšen in da delamo tako, da zmorejo čisto vsi. Seveda nekdo malo boljš, nekdo pa malo slabše. Predvsem je pa namenjeno vsem, zaradi tega, da ostanejo vitalni, da ostanejo gibljivi, da so srečni, da se dobro počutijo. V glavnem gledam na to, da so vsi zadovoljni. Kaj pa šola zdravja? Enota Bled se je priključila šoli zdravja pred letom pa pol, na pobudo spet naših udeleženk. Udeleženke so pač videle, da telovadijo v Lescah in v Radovljici in so prišle do mene in so rekle, zakaj ne bi tudi na Bledu sodelovali v šoli zdravja. Tle gre pa za koncept, da v bistvu vsako jutro pol ure telovadijo na prostem. In zdaj imamo eno tako lušno skupino 30 udeležencev, imamo tudi celo 2 moška, ki sodelujejo in telovadijo vsako jutro. Pomembno pa je pri tem povedati, da so vaditelji prostovoljci in izvajajo 30 vaj, ki jih izvajajo vsako jutro. Pri tem pa ni pomembna samo ta vadba, ampak je tudi socialna vključenost. Oni se potem tudi družijo, se tudi zmenijo, da grejo potem na kakšne druge dejavnosti in moramo se še pohvaliti, da smo lansko leto oktobra uvedli še eno skupino, šola zdravja in sicer na Bohinjski Beli.
Poleg športnih aktivnosti, kot so vadba za hrbtenico, Nirvana Fitness, šola zdravja in druge, pa medgeneracijski center ponuja ogromno ustvarjalnih delavnic, med katerimi je tudi šola slikanja za otroke. Otroška šola slikanja prihaja iz Avstrije preko meje. Pred 3 leti so prišli iniciatorji, 2 gospe, ki sta inicirale to šolo gori v Feldnu in v Celovcu. In sta ponudili, če bi bili pripravljeni sodelovati, in tako smo začeli. Smo šli najprej skozi en tečaj, kjer smo se naučili dela v tem okviru, in potem smo začeli s šolo pred 3 leti tudi. Šola slikanja ima en zelo poseben sistem, in sicer otroci od dizajna, od vzorca oziroma od skice začetne do konca sliko izdelajo sami. Predstavlja zelo velik izziv za nas kot spremljevalke, ker večina od nas tudi slika in človeka kar malo zasrbi, da bi pomagal in tako. Ampak gre za to, da se otrokom prepusti samostojno delo, samostojno reševanje naloge in samostojno reševanje problema, ki si ga naredi. Jaz mislim, da ta koncept slikanja, da otrok od začetka do konca odloča, kaj in kako bo naredil in kako bo rešil problem, predstavlja eno tako globoko vseživljenjsko učenje. Ja, najprej glavna lokacija, ki se uporablja, je ledena dvorana. Tukaj imamo sejno sobo pa mladinski center, prostore BMC-ja pravijo. Potem imamo zelo veliko za te naše vadbe, najemamo prostore dol v Number One Fitnessu. Potem pa sodelujemo tudi z šolo in v šoli, ki imamo to otroško šolo slikanja, izvajamo tam otroško šolo slikanja 2-krat tedensko, pa računalniške tečaje za pametne telefone, tečaje IKT tehnologije, skratka tudi izvajamo v osnovni šoli na Bledu. Tečaje italijanščine pa tudi izvajamo na višji šoli za gostinstvo in turizem na Bledu. Tako da, ja, pa še v knjižnici izvajamo predavanja. Tako da smo kar malo razpršeni. Smo tudi nekaj tečajev, ker smo tudi pridobili sredstva v Gorjah, ne? Če to veste, smo tudi izvajali tečaje v Gorjah. Tečaj se mi zdi zelo popularen. Z eno skupino že nadaljujemo 4. sezono. Zaključek letošnje sezone bo obisk Sankt-Peterburga, ki bomo spoznali tudi v živo rusko kulturo, poskusili rusko kuhinjo, obiskali bomo ruski balet, pa pogledali druge znamenitosti. Добро пожаловать на наш курс русского языка. Мы группа, которая изучает русский язык, и немного мы уже говорим по-русски. Наш учитель Григорец Анжела, она учит нас хорошо, хотя она дает нам много домашней работы. Так как мы прилежные студенты, она отвезает нас в Петербург на 5 дней в апреле. Уважаемые зрители, мы отправим вам привет из самого красивого города в мире, в который отлично подходит для 100 Венеции и также находится на воде. Большое спасибо за презентацию учеников русского языка на Бледском телевидении. Спасибо, большое спасибо. Kako pa vzpostavljate sodelovanje znotraj lokalne skupnosti? Predvsem je zelo pomemben, da če želiš delovati v eni lokalni skupnosti, da povezuješ vse lokalne institucije med sabo, pač tiste, ki želijo sodelovati. Jaz sem tukaj vedno začela, da je treba povezovati različne aktivnosti, različne akterje znotraj, in meni se, da mi to kar dobro uspeva. Najbolj pa tudi dam na to, da pri meni v tem našem medgeneracijskem centru izvajajo naše delavnice večinoma lokalci. Ne? Ker se mi to zdi pač ena prednost, da damo eno možnost njim, da se tukaj pač da se lahko predstavijo,
da pokažejo pač, kaj oni znajo in potem tudi vsak, ki pride, prinese tudi za sabo eno ciljno skupino ljudi. To je tudi tako zelo pomembno, ne? In se mi zdi, da je treba res lokalno prebivalstvo med sabo povezati. Jaz zelo rada sodelujem s Hano in z svojo ekipo na Ljudski univerzi, ker so zelo open-minded, če lahko tako rečem. V bistvu njihov interes je isti kot moj. Delamo za najvišje dobro vseh vpletenih. Se pravi, želimo ponuditi kakovostne in dobre programe in v bistvu želimo ustvarjati nek soodnos tudi z udeleženci. In lahko priješ s kakršnokoli divjo idejo, zmeraj so zmeraj iščejo neke možnosti, kako bi se to izvedli. In dobro sodelovanje lahko nastane takrat, kadar sta oba dva pola, se pravi kot nek izvajalec pa kot nek organizator, kadar sta oba dva pola, kako naj rečem to, iz dobrega odnosa, iz želje po nečem večjem se lahko razvijajo dobri in boljši projekti in v bistvu res hudi projekti, ker delamo tudi skupinske projekte s celim skupnostim, z vaškim skupnostim, povezujemo ljudi med seboj, tako da... Glede na to, da delujemo v lokalnem okolju, moram povedati, da in občina Bled in občina Radovljica prepoznavata te potrebe na področju izobraževanja odraslih in tudi finančno podpirata obe občini. Tako da res dobro sodelujemo in hvala obema županoma in tudi občinski upravi, da imajo to razumevanje in da lahko skupaj delamo. V prihodnosti lahko pričakujemo še več aktivnosti in nove prostore. Pač Bled je zelo specifičen, ker smo turistično mesto, in tudi nimamo nobene srednje šole, je samo višja šola za gostinstvo in turizem in večinoma vsi lokalni prebivalci hodijo v druge občine se izobraževati in zelo težko dobiti mlade tle sem. Jaz bi tudi želela, da bi pač ta medgeneracijski center mogoče dobil mlajših, da bi tudi izvajali več programov za mlajše, drugače tudi obstaja mladinski center na Bledu in se tudi jaz v ta del ne bi želela sploh spuščati. Tako da je potem ta populacija, ki se najbolj vključuje, kot sem rekla, so starejši, upokojeni, pa med počitniškimi programi tudi otroci, osnovnošolci pa vrtčevski otroci. Kar se tiče našega dela, je vsekakor ena generacija popolnoma spuščena in to je nekako tam od 30 do 50 leta ni razpisov, ni programov, se pričakuje, da takrat ljudje delajo, da si vse lahko plačujejo, tako da zelo pogrešamo, da bi lahko se prijavili tudi na kakšne razpise za to srednjo generacijo, ne, da je pač v celotno breme na njih. No. Tako da tudi oni rabijo in tudi oni bi se radi vključili, pa večkrat zaradi razpisnih pogojev jih ne moramo prav nikamor vključiti, ne med mladino, pa ne med starejše, pa ne med srednje starejše. Ne. Tako da je res kar izpuščena generacija. Obeta se gradnja medgeneracijskega centra, za katero že vsi ptički pojejo na Bledu. Julija 2020 naj bi bil medgeneracijski center zgrajen, ki ne bo namenjen samo nam. Center bo imel v pritličju dnevno varstvo za starejše, muzej vezenin bo bil, pa na drugem nadstropju bo bila tudi knjižnica, potem vmes prvo nadstropje pa naj bi bilo namenjeno medgeneracijskemu centru in še nekomu. Tako da v bistvu prostori bojo novi, veliki, za delovanje, po mojem mnenju, ne samo medgeneracijskega centra, ampak vseh društev, ker na Bledu, če pogledate, je več kot 30 delujočih društev. Če medgeneracijskega centra Bled Radovljica še niste obiskali, sedaj veste, da tam nedvomno vsak lahko najde nekaj zase. Predvsem ne imeti predsodke, sploh starejši večkrat rečejo, se nisem toliko star, da pa sem hodil, pa na te vadbe. Pridite, pa poglejte, probite, prav lušten se imamo pri nas. Pa malo povejte okoli tudi tisti, ki veste, da smo tlele, ker še vedno po 3 letih delovanja nekateri ne vejo za nas, da imamo prav fajn programe in tudi s kakšnimi idejami, za kakršnekoli ideje sem vedno odprta, tako da dobrodošli vsi, vseh starosti, mladi, stari, dobrodošli tle v medgeneracijskem centru.